več misli, vsaka tudi najmanjša misel se hoče uresničiti. In ne da se hoče, ampak se tudi uresniči. Zato je tako potreben, da začnemo korigirati misli. Mi smo se učili, kako misel odpravimo, kako se znebimo nadležne misli. Meditirali smo, pa dva smo misli, tisti, ko vam je ratalo, da ste lahko odstranili nadležno misel, tisti dobro veste, da se misel da odstraniti. Ampak s tem, ko jo opazujemo, jaz sem opazovalec in opazujem misel, ampak misel isto vrača nazaj. Ona je opazovana in ta opazovana misel vrača nazaj. In mi, ko to enkrat dojamemo, da lahko opazujemo misel, s tem smo mi pravzaprav ustvarjalci. Ne, da smo samo odpravili misel, ampak smo sposobni, smo takrat sposobni, da iz te misli naredimo lahko plus. Ker ko je enkrat negativan, ne veš, ker naš slabe misli, se jo ne znebiš in se jo ne znebiš. Jo lahko opazuješ, pa spet, to je treba opazovati toliko dolgo, da misel gre. Da pride v drugi obliki zopet opazovati. To smo se mi naučili. Nismo se pa naučili, kako prešaltamo na pozitivne misli. To je lahko reči negativne odstrani. Kako jo boš odstranil? To vam jaz zmeraj govorim, zjutraj, ko odprete radio ali pa televizijo, poročila, a ne, tako smo slabe volje. Jaz ne bom rekel, da to delajo načrtno. Bom rekel, da delajo načrtno. Mogoče nezavedno načrtno. Je pa sigurno, da ratate slabe volje. In ker ratate slabe volje, imate slabe misli. In je cel dan v slabih mislih. Pa jamrate, da ste bolani. Vsaka misel se hoče uresničiti. Jaz, če unga kovnem sebe. Moja podzavest to šliš. In dokler zavestno ne preidem v pozitivno mišljenje, toliko časa ima podzavest se tolče drugače kot pa tako. In podzavest sliš slabo misel in ona ve, da mora to realizirati. Nemo ti, ne? Ne, ona ne ve. Podzavest to ne ve. Ona to sprejme za gotovo. Točen ve, da ste potreben bolezni, da ste potreben zdravljenja. Zdrav pa samo tako, da vidi, da človek občuti, da je to narobe. Joj, zdaj pa to boli. Kaj pa zdaj sem pa zbolel? Da, če si bolj dopozoril, da si zbolel, bo to rata vedno bolj močno. Vedno bolj močno. Misli so tako močne, da pravzaprav mi se skozi lovimo okrog tega, ker smo nezavedni misli. Mi dobivamo tako, kot samo ena poročila ene stvari, poslušamo in ko poslušamo, se jezimo
In ko se jezimo na svojo bolezen, na svojo sodo. Nam se to dogaja. Dogaja se nam tisto, kar razmišljamo. Ta trenutek začnemo pozitivno misliti. Se bojo začele stvari drugače odvijati. Se bojo začele odvijati na pozitivno. Zato se ne dejte se pa raznim poročilom, pa raznim negativnim elementom, da se razjezite. Da se jezite, da ste zamrljiv, da imate kakšne obračune iz sosedi, iz partnerji, iz prijatelji. Vse te stvari je treba se ustaviti, reči, stop, to je pa ne delam prav. Ne zaradi unga, ampak zaradi sebe. Zaradi sebe naredite, da se ne boste jezili, da boste prešaltali v pozitivo. Ker če ne boste prešaltali v pozitivo, se boste skozi vrteli. Skozi boste bolan, skozi boste slabe vole, skozi se boste ukvarjali samo z boleznijo in naprej slab misel. Presekati je treba. Presekati je treba tako, kot smo začeli takrat dihati, da smo opazovali vdih, izdih, tako se je treba lotiti tudi misli. Ker smo zavestna bitja, ker znamo misliti, se moramo to naučiti, kako to zamenjati. Najboljši se zamenja to v meditaciji. Ko se umirite, takrat je potreben, da sprejmete, da boste ta dan pozitivno mislili. In ko se boste zalotili, da ste se začeli jeziti, pa da se boste ujeli, da se jezite, je treba zamenjati. Če hočete biti zdravi, vsaj 3 do 5 na dan poskusite pozitivno misliti. Da bo to prišlo v vas. Da boste vedeli, če se jezite na poročila, na sosede, na partnerje, na otroke. Vse vpliva to na vas. To je vaš ruzak, ko ga nosite, ko ga skozi ustvarjamo. Ste bili olje, kako je šel, ne? Pa zakaj? Pa je skozi dobre olje, skozi dobrih misli. On ne obnavlja slabih stvari. Nima zamer. In to je to. Bom rekel Oleg. Oleg je bil moj učitelj. In učila sva se pravzaprav, kako spoznati, kaj je resnica. Veste, resnica, vsak od nas ve, da je to tako res tako. Vsak ima svojo. Karkoli se bi tule zgodil, tudi ko mene pošiljšate, vsak od vas me drugače zastopa. Šliš samo tisto, ko mu paše. To pač tako smo naštelani. Če bi se pa en dogodek zgodil, pa bi ga mi vsi videli in bi sprašvali,
In to bi bilo, koliko nas je pilot? 20. Vsak bi drugačno zgodbo povedal. Ker bi vsak gledal skozi svoje oči. In zato, ker smo misliča biti, ker je misel tako močna zadeva, ko bi to 20 zgodb popisali, to bi bil cel roman. Zato je dober, da začnemo iz tistega, ko se začutimo, da se jezimo. Da začnemo misliti v plus. A veste, to je pa zelo težko. Je zelo težko zaradi tega, ker to so čustva. Čustva. In čustva z mislijo se ne da odpraviti, zato ker je bila misel kriva, da so čustva taka. To smo se že učili. Zato je treba se popolnoma umiriti in šele potem začeti s pozitivno mislijo. Zato smo se učili, kako pridemo v stanje popolnega miru. Da popolnoma obmirujemo. To skozi dihanje, veste, da se umirimo. Zdaj pa, lahko je bolečina, lahko je jeza, lahko je huda misel. Se je težko umiriti, nekaj si zelo razburjen. In v tistem trenutku je težko priti v mirno stanje. V mirnem stanju šele lahko prešaltamo na pozitivno misel. To, ko se jezim, pa rečem, zdaj bom pa pozitivno mislil. Nemogoče. Je nemogoče zamenjati. Najprej se moramo umiriti. Ne? Se umirimo. Ko pa se enkrat umirimo, gremo plus. To poskušajte. Ker ni zadosti, da smo misleči bitje, homo sapiens, ampak moramo to znati zaregulirati. Moramo misel obvladati. Ne samo, da jo odstranimo. Mi smo se učili, kako jo odstranimo, kako pridemo do miru, kako pridemo do točke. Naslednja faza, to je ta, je pa treba zamenjati za pozitivno misel. Čisto enostavno. V nulo prideti, pa se potruditi, da tista stvar, ko je negativna, ali to skrb, ali pa karkoli, zamenjaš za pozitivno. Tebe skrbi ne. Pa bo kaj boš, če te skrbi? Ne. A ti je to jasno? Ja, mi je v teoriji. Ja. Pojdi v stanje miru in si dopovejte vse, da je za tebe najboljš, da si v tej bonaciji. To je edini spas. Iz vseh težav, iz vseh bolezni je to edino zdravilo. Mi lahko govorimo karkoli, ampak dokler se bomo udajali čustvu jeze, strahu, ljubosumja, zamere, pohlep, to je vse sam bila zaradi tega, da ne morete ven. Mi govorimo o novi dobi, se je res. Ampak ta nova doba je toliko hud preizkus, ne? Vi ne hodite za stojhmet. Ne hodite za stojhmet. Jaz vem, da
s tem, da hočete zato, da se nekaj naučite. Če te to vlada, da te lahko misel zamenjali, poskušajte to, da vam bo to rada. Bolezen se pozdravi, če boste pozitivni. Čujte pa, zdaj negativni. Ja, to je za naslednji korak negativa. Pa se zjutraj imate poročila, za cel dan imate spet sranje. No, kdo zjutraj posluša poročila, dajte roke dol. No, posluša se čist. Nisem čist nič slabega za To je na internetu zelo. V redu. Jaz to vstopam za pošteno. So itak samo 3 minute zjutraj. Poslušaj. No, pa zdaj tega prevedete. Pa greste recimo v bife, pa boste spet, vsi bojo kritizirali. Sama negativa. Poslušajte, to je, bi rekel, šit. To ni, ne da ni dostojno človeka, ampak to je človek, ko si ne more pomagati, ko pade v to. In misli, da je to najbolj, če se še on malo razjezi, pa malo popljuje, pa bo. Veste? Misel je energija. In vse v stvarstvu, kar je pravzaprav opazovanje. In če znamo mi opazovati misel, če jo znamo zamenjati, se pravi, da smo stvarnik sebe, smo sposobni pravilno odreagirati za svoje dobro, najprej za svoje dobro, ker se pa ne bomo jezili, pa tudi za unga. Vsak od tega, ko se jezite na njega, on bo zase plačal. Pa ne bo to karkoli dela, da vas jezi. Vi boste lepo ljubili. Smo se učili, kaj je ljubezen. Ko imaš to čustvo, ko si v mirovanju, ko začutiš energijo, ko začutiš svoj dih, čisto ljubezen. Skozi smo povezani z ljubeznijo, mi pa. Se pa izziv. Ljubezen je življenje. To je življenje. Jezus ni zastonj govoril, ljubite se med seboj. Ko ni verjetno mislil na seks, ampak je mislil, da imaš to človeka resnično rad. In če ga imaš resnično rad, ne more ti nobeden razžaliti. Koga pa to žali? Koga žali? Tega ne. Tale se je vizit, pa ta me je užali. Kaj pa sem? Kaj pa sem? Kaj pa smo? To smo mi. Ne? To smo mi tisti, ko nas je naražali. Nas je vizit. To je ego. In ko se jezimo, se delamo, javamo za naprej. Nas je žal. Užal mi je. Tole mi je naredil. Poslušajte, vsak, karkoli vam bo naredil, samo na dobro obarajte. Poskušajte, si ne bo šlo brez. Ne bo šlo brez. Ampak poskušajte na dobro obrniti. Vsako situacijo. Ko vas bo organ zjezil, dajte, ustavite se, pa začnite dihati. Začnite dihati. Učili smo se, že 4 leta, kako
priti do točko. Kako obvladati misel. A veste, to je eno tako močno, to je tak močen preskok, da gremo iz negative v plus, a ne? Da pravzaprav se s tem dejanjem učlovičimo. Če se pa samo izimo, vsaka žival se žlezi. Ne glede, je to mucek ali je kužek, ali je pa primat. Vsaka se da razviti. Vidiš, ko boste enkrat ostali mirni, da bo vaša zavest enaka podzavest. Me zanima, dajte roke gor, koliko se ta mesec, ko vsaj enkrat na dan malo trenira. Dajte višji, da bom preštevil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, bravo, pa 6. A veste, vse, ko meditiram, se spomnim tudi na vas. Pa ne zato, ker vam bi zdaj nekam lezel, ne, ampak vedno mi pride na misel, Bog kveče tele moji slušatelji, meditirajo. A veste, delavnice so zato, da delamo. In so zato, da napredujemo. Pravi, vse zavestno se ne da napredovati. Da, zato imamo možgane. Zato imamo možgane, da se spravimo v red. V red se pa spravimo glede zdravja, glede prehrane, glede gibanja, glede dihanja. Te 4 elemente je treba pač malo voditi. Zdaj, koliko vi zmorete, koliko vi to lahko naredite, to je od vas odvisno. Vsi smo prišli na svet, vsi smo začeli dihati, vsi še dihamo, vsi imamo iste možnosti. Vsi imamo iste možnosti. Možnosti, da se tokle napredujemo. Smo se prišli. In brez vašega sodelovanja, brez da boste se odločili, da boste nekaj naredili, je zelo težko napredati. Razen, če vas se življenje tako stolče, da pravzaprav dobite en preporod. To je pa res lahko težka bolezen, da ko enkrat preidete tisto bolezen, veste, da vam je vsak dan še nekaj. Ko smo brali orodje, eno poglavje, da se zamislimo, da smo že na smrtni postelji. In kaj nas bo prešinilo? Kaj nas bo pa prešinilo? Vsak ne zna se grunta, kaj ga bo prešinilo. Ampak, ko gre za zadnje vdihljanje, takrat bomo videli, se bomo zavedali, da dihanje tisto zadeva. Dihanje tisto zadeva, ko je pravzaprav življenje odvisno. Od dihanja.
To je dar. Če boste to obvladali, pa potem še misel. Nisem jaz pa, da stoj hodil v polizor. A veste, naredite nekaj zase. Splača se, še ste tukaj, še imate šanse. Če trpite, veste, da zaradi sebe, zaradi svojih misli, ne glede kdo je, usoda je misel. Kakor mislimo, tako živimo. Čim slabi mislimo, težje. Pa vera, zdaj smo govorili o veri. Veste, verjeti v Boga. To ni lažje. Ker bo on vse kriv, vse moje lumparije, kar sem jih počel. Ampak verjeti v stvarstvo, v tisto energijo, ko pravzaprav vodi cel vesolje, da se pravilno vse giblje. Pa da sem jaz eden od teh, ko je to zaznal. Zaznal sem pa tako, ko sem dihal, da sem zaznal energijo. In ko sem zaznal energijo, vem, da sem energetsko bitje. In če vem, da sem energetsko bitje, to je avto menim. Energija ostane. Če sem se potrudil, da v tem življenju, da sem se zavedel te energije. Ko bom drugič prišel, se bom spet trudil, se bom spomnil. Če pa tega ne bom nič naredil, da se ne bom zavedel te energije, se pa ne morem spomniti, kako se nekaj spomnim. Ker sem mislil, da bom umrl, potem pa pač umrem. In tista energija mora spet iskati ponovno, a ne ponovno, da bo nekaj dosegla. Da bo dobila eno zavest, da se bo zavesla v telesu. Da se bo zavesla v telesu. Veste? Zavedanje je najvišja oblika. Ampak z mislijo si pa pomagamo, da lahko razširjamo zavest. Zavest se sama od sebe ne bo širila. Razen po izkušnjah. Več izkušenj, večje zavedanje. Če pravilno razsodam, razsodam pa vedno pravilno, pač razmišljam. To je, veste, mi smo pravzaprav stvarniki. To, ko govori Sveto pismo o človeku, da je podoben Bogu, to je res. Ker mi smo sposobni gledati najmanjše delce materije. In če opazujemo najmanjše delce materije, začnejo delci se gibati nenormalno. Se začnejo gibati tako, da je za njih nenormalno. Zato, ker jih opazujemo. In znanost je do tega prišla, da če opazujemo najmanjše delce, da se gibljajo. Če se te delci gibljajo, ko jo opazujemo, to se pravi, da je naša zavest tako močna, da lahko vpliva na najmanjše delce materije.
če smo sposobni tega, da smo ustvarjali, pa lahko ustvarjamo dobro, pa slabo. So šli znanstveniki in so hoteli dognati, in so budistične menike sprašvali, kako se to zdaj giblje, ne? Kako mi ne moramo ustanoviti ene metode, da bi lahko po tisti metodi bilo vedno enako. Ja so rekli pa, zato ker je vedno drugače. Je vedno drugače. To se ne da utrditi z enim zakonom. Da boš ti opazoval, pa bo ta vest šel tako, kot bi ti želel. Pa ne bo, ne. Vest se giblje po svoje. Se že to da tega iz opazovanja premaknemo. Menihi pa znanstveniki niso prišli skupaj. Čeprav so znanstveniki zdaj čisto na tej stopni, da bi to lahko odkrili. Ampak oni hočejo imeti zakonitost. Tako, a ne, in nič drugače. To pa ne gre. Tako kot ne morete mišljenje, ga ne morete zafiksirati. Ja, razen da je kakšna taka misel, da je zafiksirana. Tisto pa potem je, ne. Ampak spet ne za skozi. Ne za skozi. Dokler ne doumeš, kako bi se tega rešil. Znanstvene metode so pa tako. To je tako. In vsi potrdijo, da je to tako in za to dobo ta zakon velja. Dokler ne pride drug in tist obvrže. In en časom se upirajo, potem pa ker ta le dokaže veliko, potem pa to velja. In zopet je to zakon. Znanstveni zakon govori, da je to tako in nič drugače. Dokler se ne pojavi zopet nov, in tudi to vrže. In tako gre ta evolucija naprej. Do točke, kjer se snidejo pravzaprav menihi pa znanstveniki. Do te točke, ko pridemo tudi mi, če meditiramo. Do sebe. Do sebe, do svojega miru. Da začne ta mir v nas delati. Da začne ta mir v nas delati, to je treba kar nekaj, ne? Se treba kar potruditi. Ni to, da bo kar. Včasih je to v parih minutah, včasih je pa to v četrt ure ali pa še več. Da se človek res umiri. Da lahko začutiš energijo vse. A je tako? Ja, ne. Ja. No, danes sem hotel vam to povedati, da je ena od bistvenih stvari misel. Misel je orodje, katerega moramo znati uporabljati. Dokler ga ne bomo znali uporabljati, toliko časa bomo tukaj. Bomo negativno razmišljali. In čim negativno razmišljamo, da dobimo po teliščku. Na tak ali pa na drugačen način. To nas samo opozarja, da delamo nekaj narobe. Povedal sem vam, kaj delamo narobe. Misel. Takrat se zalotite, pa jo obrnete. No, to sem jaz o mislih. Tam ne imate, pa ne Marina prekopere tole, pa jim razdel.
tako da bojo malo prebrali to. Jaz sem hotel samo to povedati, da to, ko uporabljamo misel od jutra do večera, pa še po noči, da je treba obračati na pozitivno. Ne zaradi drugih, zaradi sebe. Ker sebe se imejte radi, ljubite se. Ljubite se najprej sebe, pa še drugi. Ampak ljubezen je ta, ko nam daje življenje. Ko daje celemu stvarstvu življenje. Druge energije ni. Je yin-yang in konc. Belo-črno. Moramo gledati, da bomo v ravnovesju, da bomo v plusu. Tako. Ima kdo še vprašanje? Ja, nekaj vprašala. Ja. Nedolgo od tega je ena študentka dokazala, da je možno vodo informirati z mislimi. Kaj mislite? Kako? Da je možno vodo informirati. Ja. A ja, samo to. Ja, kaj z mislimi? Kaj mislite vi o tem? Ja, jaz še mislim, jaz vem, da tako je. Jaz vem, da tako je. Namreč voda je element, ko pravzaprav mi smo 70% iz vode. In če hočete vodo dobro piti, je dobro, da jo prej napredno jo spijete, da jo malo informirate v sebi. To se pravi, zategnete dlani, tako kot smo se učili pri terapiji, zategnete in pustite minutko. Minutko in voda se za 30% zboljša, ker ste dobila vašo pozitivno energijo. Vi ste ji dali svojo energijo, ste jo informirali, potem jo pa spijete. In to je v Jožefu Štefanu bilo pregledano in dokazano. Lahko nekaj dodam. Ja. En dokumentaren film je v vodi, o tem, kako se pač informira, govorijo o njej znanstveniki, duhovščina, skratka, če ga bom našla, vam pošljem. To je zdaj to informatika, zdaj to tako dela, jaz kaj lahko celo uro šlagam. Ena slika vam pove več kot 1000 besed. In to je zdaj napredek, v tehniki je napredek. In če se boste učili, zdaj je res doba, ko se da napredati. Ko se da napredati. Če bi jaz moje starše zdaj mogel zbuditi, pa bi prišli sem, pa bi tole pogledali v boje. In bi se da so prišli na Mars. Ampak tako to je. Ne pa je to omejeno življenje. Tehnično smo zelo napredovali. Koliko bomo pa mi sposobni, da bomo pa sebe premaknili, to je pod nas odvisno. To je pod nas odvisno. Jaz bi imel In sicer, kako se lahko rešeš ene zafiksirane ideje, ki se ne moreš rešiti, ker te v bistvu hromi? Ja, jaz bi tako rekel, to ideje... Ali misli, ali kakoli že. Ja, v redu, vse vem, kaj govoriš. Ideje se zelo težko rešimo. Isto prepričanja. Jaz sem prepričan, da je to tako. Ker partizani so imeli prav.
moj prijatelj pa prepričan, da so imeli tabletro. In kako bom jaz zdaj ta prepričanje, da pa čisto vse pa tudi nisem bil. Prav? Je treba pa kar orang zgodovina poznati, pa orang se spremeniti, da mu daš tudi prav, a ne, tudi temu, a ne, ker ni imel drugega izhoda. A veste, ne, vsak za sebe je imel prav, tako kot imamo danes. Vsak ima svojo misel in vsak v svoji misli najde prav. Veste, recimo, jaz nisem hodil v cerkev, ker sem gledal to. Negativo sem poznal in tako in sem rekel, to ne bom. Ampak svet pisem me je pa zanimal in sem jaz očital in smo s prijatelji ustanovili eno tako prvotno krščanstvo. A sem to že prav? Prvotno krščanstvo. Samo ti smo upoštevali, kaj je Jezus rekel. Mi smo se tega držali. Tu sem se šel 3 leta. Ne? Ampak veste, kako to smo razpadli, ker nismo denarja pobirali. Nismo take organizacije vzpostavili, kot ima cerkev. Smo samo šli, kako je prav, kako je učil. Hočem to povedati, da v zadnjem času sem pa čital, je pa Oleg dal knjigo, Pravljica o Jezusu. Je kdo bral? Preberite. Zelo zanimivo. Veste, en Italijan je avtor te knjige, jaz si nisem zapomnil. Luigi Casoli. Evo, Matija Torijevo. Poslušajte, on je dokazal zgodovinsko, da Jezus ni živ. Kaj pa te? Ja, meni se svet podrl, še tisto sem verjel, ne, še to ni res. A veste, to je to, ne. Ja, ampak ne gre za Jezusa za osebo, gre za nauk. To je govoril pa o ljubezni. Je rekel, niti ena zapoved se ne spremeni, samo eno dodam. Ljubite se med seboj. To vse ta drug donese. In to je to. Tako gre prepričanje ven. Težko ga lažje ga usvojimo, kot pa se ga znebimo. Ne? Ampak treba se potruditi, pa gre. Vedeti moraš, da si se za sebe rodila. In da boš na drug svet tudi sama šla. Vse, kar se ti je zgodilo zmes, si pa navezana. Te navezave moraš gledati tako kot na sebe, ko meditiraš. Ko si popolnoma neutralna. To treniraj, pa se ti počas boš dovolila, da ta tvoja zasvojenost ali pa navezava lahko spustiš. Kako ti ne drugače reči? To je to. Ima še tukaj. Ti si nekaj zapredal neke 2 misli, potem bo tudi vprašanje. Duhovnost je kakor voda, religija je kakor čaj.
brez vode ne moremo živeti, brez čaja lahko. Kar se tiče drugo, naš sončni sistem, da je vstopil v vodarjevo dobo, tako pač pišejo astrologi. To zdaj pač potuje tudi spod tisti ripsi 16 000 let. Zato vodarjevo dobo pišejo, da je značilnost močno nasprotovanje med konservativnimi in naprednimi silami. Kako naj jaz te določim, kaj je v konservativnih silah, torej konservativni, jaz razumem, konservarja ohranjati tisto obstoječe stanje. Ne kot negativno, kot ohranitev tistega, kar oni mislijo, da je dobro. In napredne sile so pač napredne z naprednimi idejami in tako dalje. Kako določiti, kaj imajo konservativci prav in kaj imajo napredne sile prav? Kje tisto mejo določiti? Veš, to je misel. Ti si v stanju, da bi to rad pogruntal doma prav. Ja, da bi rad pogruntal doma prav, ja. Doma prav. Noben nima prav. Zato, ker ti bi rad resnico o temu. Ta in ta stran, oba imata prav. Oba imata prav po svoje. Ti pa, ko razsojaš, padeš pa v te misli, razumeš? Ja, te misli se ne. Zate ni pomemben, ali je ta konzervativen ali konzervativen. Zate je pomemben, da se misli negativno zgodiš. Da verjameš v sebe, v svojo energijo, v svojo moč do življenja. Kaj ti mi druge reči? Čim razsojaš, si živnit. Ne boš? Stopaš. Tabel pa partizan je kdo? Kdo je zdaj tisti? Pa to se skozi cufajo za iste stvari. Jezus, če so ga prebili, rečemo, da so ga, je bil pribit, pa kaj je on rekel? Ko smo kristjani. Kaj je rekel Bog? On je rekel, oprosti, se ne vedo, kaj delajo. Oprosti je rekel. Kaj pa mi? Kurve, ne? Nimajo prav. A ne? Ja. To se skozi gremo. Pa veste kaj? Smo kristjani ali nismo? Tudi, če ne priznavamo, smo tako vzgojeni. Ne? Kako pa drugače? Kako pa drugače? Pod tistimi pogoji smo dorasli. Ne gre drugače. Ampak, da se zavemo, kaj je tisto rdeč. Oprosti jim. Kaj pa sledi iz tega? Čim oprostim? Kaj je iz tega? Sebe razbremenim. In stopam v plus. Mislijo v plus. To je to. Pozitivno misliti. Pa boste zdravi, zadovoljni, srečni, nasmejani. Tako. Lepi smo tako in tako. Tudi če bi ga kdo mislili. Pač je še v nezavednem stanju. Trudite se, da se boste tega zavedali. Trudite se. Ni lahko. Tako, a ima ta prav ali nima prav? Smo že nota. A ima še kakšno vprašanje? To breme, ki ga nosimo predsodki, enaka z breme. Ja, predsodki, teh se najtežje rešiti. To je to. A veste, lahko je govoriti drugemu, kako ne naredi. Ampak ko si sam v tej situaciji,
Ja, pa, Marija, kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Aha, pa zdaj pa tista stvar, ki smo takrat debatirali, ne? To je pa tista stvar, ki je pa pravzaprav težka, ne? Ja, predsodek, pa prepričanje se reši. Prepričanja so znanstvene teorije. Preden se je uvržil. Ko pride naprej, naslednja stopnja, ne velja več. Spet ne velja več. Edino, kar je, imate za nahro, da se opazujete kot dihate. To je čisto snov. Velika ko prava. Diha. Diha, se diha. Osnov. Lahko je drugmu reči, da je ti to odpravil. Mislim, da je težko. Pa vsi smo šli vsi skozi težave. Pa dokler imaš človeka tako, da se z njemu lahko pogovarjaš, pogovarjaj se z njemu. Mogoče ne bo več dolg, kako boš zgubil. Pa še lahko sam meditiraš do njega. Takrat živite, ko je čas. Čas je pa zdaj, ta trenutek. Ne jutri. Jutri je že ena noč vmes. Zdaj, ta trenutek sklenite, da boste vsaj 3 do 5 se spomnili na lepe misli. Ne bi to je več. Ima še kdo kakšno vprašanje? Možda bi jaz dodal, da recimo s tem egoizmi, ki so zdaj zelo moderni in zelo se jih uporablja. Ne? Egoizem je kakor ena deljeno seznanje. Če znanja ni, je ego velik. Če pa veliko znanja, je ego mičken. Ko? Nic. Veliko znanje je velik ego. Tako je veliko ego. Veste, je odvisen od tega, če samo ponavlja, to se pravi, on samo kopiči znanje. Če pa inovator, mora pa to znanje nadgraditi. Ta pa je. Ja ne vem, kaj se bo reče, recimo je tisto znanje je enoumje. Če je prisotno enoumje, imaš velik ego in tuna je spet znanje omejeno, če je enoumje. Potrebno je, da je dobro umje. Ja, veste kako je. V šoli nas učijo tako in drugače, ampak možgane imamo za to, da pridemo skozi šolo. In ko pridemo skozi šolo, če so nas uspeli naučiti, da lahko samostojno mislimo, smo zmagali. Ja, sodobni šolski sistem tega ne nauči. Se potrudi, da tega ne doseže. Poslušajte. Sistema ne bomo spremenili. Šolskega sistema ne bomo spremenili. Se lahko mi vsi kled na glavo postavimo, pa ga neč. Ampak lahko pa sprememo tazga, kot je. In to, kar sem vam jaz razlagal, je sigurno za vsak sistem. V vsakem sistemu ti dihaš. V vsakem sistemu lahko piješ na svoje notranjosti in takrat ti ego izničiš. In če ga izničiš, da ti je rate, tu samo za 5 minut. Si bil 5 minut prosvetljen. To je
To je pa največ, kar lahko. Če boste to energijo negovali v sebi, pa da boste pozitivno razmišljali, pa da boste šli še manj na zrak, pa da boste kakšne rastlice si, take vzgoje, da enote samo v življenju kupovali, ali pa da boste dobili tako hrano, ko je kolikor to biološko redu, ste v tej dobi zmagali. V vodnarjenju. To je sem vodnar, to se zelo lepo sliši. Moje kako, to pa je vodnarstvo, to pa je tako. To bomo pa zdaj kar, ne, da bo pa kar se odprli vse. Vsak pri sebi mora odpreti, vsak pri sebi. Zato smo prišli. Zato smo tukaj, da smo v težavah, da se iz tega znamo ven skopati. Tako da, jaz mislim, ne, da če boste to trenirali, boste vložite napredovali. Boste napredovali v zdravje, v počutju in verjeti pa morate, da vam bo ratalo. To prej, ko smo govorili o veri. Ne gre za tega očeta, za absolut. Gre za to, da verjameš, da je bolje. Da gre bolezen na boljše. Od zdaj naprej gre na boljše. Pustimo tisto zdaj. Pustimo preteklost. Stop korak naprej. In si. To je s tabo. Ne to ponavljati. Če začneš biti, ojoj, pa bolje. Se vrneš na to točno. In smo spet na istem. Korak naprej. Z vero, da je v redu. To je to. Na tak način razmišljanja krepimo samozavest. Samo to. In tudi, ne samo samozavest, tudi užitek do življenja. Življenje je največ, kar imamo. To je ljubezen, to je treba živeti, ne biti zavoljen. Ne biti obremenjen s skrbmi. Ne misliti, kaj bo. Ker vas bo strah. Vsi bomo umrli, to nobenega bomo. Ampak optimistično gremo naprej, ker vemo, da smo večni. Kaj nam? To je vse igra. Igra, da nas mučijo. Da sami sebe. Ja, seveda. Toliko, koliko sprejemamo, to se pa mučimo. In ko enkrat to prebijemo, A ste kaj trenirali to, kar smo zadnjič čvali? Ste? Pa je bilo? No, fino. Jaz sem kar tako začel neki čvekati, ampak tiste pesnice pa še nismo začeli. Veste, bomo pa skupaj zapeli, potem bomo pa tako, da bom jaz samo poslušal. Pa bi rad videl, kako bo to.